Dobro jutro, en lep pozdrav vam želim. V ozadju sem vam dal 6-urno kompilacijo inspiracijske epske glasbe in ta video je namenjen tebi, iz kateregakoli razloga si se že znajdu tukaj. In kadar nimamo več možnosti spremeniti situacijo, smo izzvani, da spremenimo sebe. Tukaj smo, dragi moji, mi smo pogruntali, da same situacije, kot je v svetu, v bistvu generalno ne moremo spremeniti. Mi ne moremo nikogar spremeniti v nič drugega, kar je. Mi smo se naučili pravzaprav vse, kar je, tudi sprejemati, vključno sami sabo in sami sebe sprejeti takšne, kot smo. S tem, da smo mogli najprej spoznati, kdo smo mi, ne sami v sebi. Smo ene pizde lažnive ali smo miroljubni, pošteni, moralno etični in delujemo na tak način. Mnogo sem vas skušal spodbuditi, da smo veliki, da nismo po nesreči padli sem dol, zato da bomo tavali in ubogali neke naše lastnike, da smo v bistvu neki sužnji nekomu v lasti, ki nas je zdegeneriral, ki nam je nasul strupov takšnih in drugačnih v vsako možno obliko našega bivanja. Največji strup so seveda prevare, laži, polresnice, zavajanja, prikriti nameni. Tega se nismo zavedali, mi smo uporabljali slepo zaupanje, slepo vero, verovanje v nekaj večjega, verovanje v religije, verovanje v novejše religije v smislu zdravniki in znanost pravzaprav, verovanje v razne bogove, medtem ko smo pozabili, da je vsak izmed nas v bistvu Bog, da vsak izmed nas je kanal za pretakanje Božjega, univerzalnega, neskončno velikega nečesa, kar je znotraj nas, vsakega izmed nas, in pravzaprav dojeti to, priti do te točke, da rečeš, ok, jaz sem Bog, ni to hec, ni simpel. Sploh, ko pa veš, da ni za hec, da je čist za zares, da v bistvu ojoj. Ampak po drugi strani je pa to tako pomirjevalo, ko rečeš, pa nič nam ne morejo, pa saj smo bogovi, kako bodo nameni, jaz imam doskrat te Gulliverjeva potovanja, kako se je znajdu med liliputanci. Vsi tam vladarji, pa vojaki, pa ne vem kaj, vsi bi nekaj se strašno tepli in agresivno obnašali do tega miroljubnega Gulliverja. In nič mu ne morejo, v risanki ne, in zavedajte se, da smo mi enaki, enako veliki, močni, miroljubni in pošteni, moralno etični. Vsi gledamo v isti, kako že, naš kompas vsem kaže v isto smer, le kognitivne disonance imamo v sebi na poti do te enotne zavesti. Sem lepo spesnil, ne? Lepo znam jaz kakšno napisati, tako zjutraj mi udari, po prvem požirku kave me poči, tup. Vsi imamo to v sebi, le moramo iti skozi kognitivno disonanco. Predvsem smo v času korone vsi bili nekako urinjeni, v tisti segment, kjer smo ugotovili, da izgubljamo zaupanje. In užigamo notranje upanje. Upam, da slišite zadaj muziko, tako kot jo jaz. Skratka, v sebe smo začeli vlivati upanje s pomočjo Q-ja in Trumpa in informacij, ki so nam dane v nas noter. Dobivamo upanje o lepšem svetu, medtem ko smo izgubili zaupanje v. V kaj vse smo mi izgubili zaupanje in vero?
in verovanje. V religije manj ljudi veruje, v medicino tudi čedalje manj. Tudi v znanost kot tako veruje čedalje manj ljudi. V državo in v zgodovino in v znanost kot tako. V vse to smo zgubili zaupanje. Najhujše od vsega pa je, da smo zgubili zaupanje v ljudi, ki so bili v naši bližini, ki so bili z nami, ki so nam skozi besede rekli, da nas imajo radi, da smo fejst, da... Laž na tega in prevara je tista stvar, ki je nam, empatom, zelo boleča stvar. Nekako jaz se nikoli nisem mogel z lažjo poistovetiti, oziroma kamoli da rečem, da sem jo z lahkoto goltnil, ker jo nisem. Mene je laž zmeraj bolela in mi smo se srečali s tem, da smo ugotovili, da smo vsi bili združeni, družno, družbeno organizirani in med seboj pomešani lažnivci in resnicoljubi. Moralno, etično, pravilno usmerjeni s tem našim kompasom, ki kaže v naš edini prav, za katerega pravite, Matej, isto, kot da bi sebe poslušal, sam jaz ne znam tako povedati. Zaradi tega, ker isto mislimo, isto zavest dotikamo, samo vmes imamo še meje kognitivne disonance, ki nam ne dopušča. Koliko časa smo rabili, da smo sprejeli, da pemula, ni medicina to, kar nam razlaga. Ti politika ni to, kar nam razlaga. Oni pravijo, da so za nas, pa niso. A smo bili na Luni? Mnogo nas reče iz prve, ne. Zaradi tega, ker smo morali malo raziskati. Saj, ker smo mi prvič dobili informacijo, a veš, da ni noben pristal na Luni, smo tudi jaz sem rekel, kako da ne. Saj pa imamo, ja, ampak če pa to pogledaš, pa vidiš, da to ne more biti res. Jaz nisem tega zavrnil, a priori zavrnil. Sem rekel, ti malo poštudiramo, ampak mine čas, minejo meseci in leta, ko vsake kvatre preleti kakšna taka še, a si opazil to, a si videl kakšen džip, a si videl kakšno marelo imajo tam gor, zato da so lovili signal. Ko pa se malo spustiš v raziskovanje, potem pa čedalje bolj opuščaš tisto dogmo, ki ti je bila vcepljena. Bili smo na Luni in smo se zlagali po vseh televizijah, da smo bili gor. To dogmo nekako kar začne se sesuvati, razblinjati in rečeš, to ni res. Niste bili na Luni. Človeško bitje ni bilo na Luni, ker ne more biti. Zato, ker Luna sploh ni fizičen objekt. Še ta udarc. Ne? Pa boste rekli, Turšič, kam pa zdaj šel? V vašo kognitivno disonanco. Ne more biti. Zaradi tega, ker pri belmu dnevu je tist, kar je po noči temno na Luni, a ne, je čez dan plavo. Kot je plavo nebo. Kot da se skozi vidi. Ne vem. Jaz nisem bil gor. Ampak ne valja, na prosto oko ne valja. Džabe. Vse matematične in slikice in risbice in izračuni in laži in natolcavanja, če pa ni, na oko ni v redu. Sam moraš tisto dogmo, ki je bila vcepljena, a jaz sem prav uporabil besedo dogma, bom rekel, zapičeno informacijo, je treba iti čez njo, jo porušiti, jo umakniti, pa iti v svojo vero. S svojimi očmi, verjeti svojim očem. Ne? Se vi zavedate, da smo zapeljani tako daleč, da svojim očem ne verjamemo, lažnivcu pa verjamemo. Ne? Ampak, ok, zdaj te kognitivne disonance, sem rekel, mičkaj razjasnil, torej na Luni nismo bili, torej ne moramo biti zato, ker ne obstaja ona kot fizično telo. Ne? In zdaj imamo mi še Sonce, a je to kugla, a je oddaljena 193 milijonov kilometrov, ali ima v bistvu za sabo oblake. Vse sort smo že videli. Tudi žarki ne morajo iti tako, da je sonce hladno v bistvu, ker višje, ko greš, bolj je mraz, kaj ne, nižje, ko si, bolj je toplo, pri morju je najbolj toplo. In oblika zemlje, valjda. Tudi oblika zemlje smo jo kar sprejeli, čeprav nam oko pravi, da ni v redu.
Čeprav nam besede pravijo, da ne more biti. Mi imamo horizontalno linijo, ravnino, plane, je vse ravno. Jaz vas moram s tem malo dražiti zaradi tega, ker to je zgolj ena izmed kognitivnih disonanc, čez katero moramo splezati. Tako, kot smo mogli splezati čez religijo. Ampak čez religijo smo lažje splezali v kontekstu, 7 dni je rabil, da je naredil našo zemljo, ne? To je pa pravljica. Seveda pravljica, ne? Ampak znanost je rekla še bolj večjo bedarijo. Najprej ni bilo noč, pol je ful počlo, ta veliki pok, in to zdaj je to. In zdaj imamo vse. Najprej ni bilo noč, pol je počlo, zdaj je pa vse. A ta pa bolj pije vodo. Torej dvakrat narobe, ne? Kako je eno pravljico zamenjala nova pravljica. Ko je laž zamenjala še večja laž. Veste, ne gre to tako, nekje se vse ustavi. In hvala Bogu nas je korona prisilila v to, da smo začeli raziskovati, študirati in rušiti te kognitivne disonance, ki so nam na poti do ene in iste zavesti, kamor kaže naš notranji kompas. In to so tista vrata, ki so nam vedno odprta in vse, kar ne gre skozi ta vrata, se mi zaletavamo v stene in ne moramo čez. Ne, zaradi tega v življenju marsikaj ni šlo. Ne, kaj čez. Ja, zaradi tega, ker ne more iti, ne, ker ni namenjeno. Namenjeno nam je, da gremo v višje. Ne v višje dobro, kot so lažnivci tupili, vsi se cepte, da za višje dobro, nosite masko za višje dobro. Najprej se cepte, pa še masko nosite, da ne boste drugih okužili, ker je to za višje dobro. Lažnivci, prevaranti, nateguni in kreteni za povrh, ne. In ker uporabljam take besede, je YouTube se odločil, da pa me ne bo več predvajal, zdaj le en teden prepovedano, vse na YouTubeu zaradi tega, ker si grdo rekel. Ko si rekel, da neka družba niso pa prizadeti. Ja, narcis je zmer prizadet, glumac, prevarantski, ne. In zdaj, pa nisem več na YouTubeu, bom pa kar še bolj na glas, še bolj žešče pa porinu, ker tam sem se mogel kar precej v jezik grizd, da nisem bil grd, ne. No in recimo, če smo rekli, da je naslov teme izgubljeno zaupanje, smo mogli pri medicini res sprejeti stvari in na stvareh, ki imajo medikamentih, kot jim pravijo, če je kot stranski učinek navedena smrt, možna smrt, pol je prav, da jaz to imam možnost nemudoma opustiti in zavreči in reči, hvala lepa, tega jaz jedu ne bom. Ne? In pravzaprav je stranski učinek smrt pravzaprav na vsakem produktu, ki ga kupite v trgovini, ne? Zato ozimnico moramo kar sami narediti, ne? Ni nobeno več za zaupati, ker je zaupanje izgubljeno in zaupanje izgubljeno ne vrne se nobeno. Gotovo je, ne moreš ti mene več prepričati, da je medicina v redu, če pa ni. Še nikoli ni bila, pravzaprav, ne? Vse sam biznis. No pa eno tako, ki se je dogajala međuvremenom, mi smo rekli, mi smo postali couch dohtarji, pa couch pravniki, pa tako, ne? In pol se ti dobro indoktrinirani mojstri, ki se imenujejo doktorji znanosti, doktorji medicine, doktor detel, ne? Trdo se sliši, zato sem vam podal v božjem svetu ni nič trdo, je vse mehko. No in ta zdravnik pravi, prosim ne zamenjajte vašega iskanja v Googlu z mojo medicinsko fakulteto, in diplomo. Tako reče pol doktor, pa ti na Googlu misliš, da si pa brihten, ne? Mislim, ne vem, če bi se jaz izobraževal iz knjig, pa bi hotel resnico sveta zvedeti iz knjig, ki so zelo dobro pocenzurirane, pol jaz ne bi poznal resnice sveta. Če bi jaz iskal vse o narcizmu v knjižnicah, na javnih občilih in v tem, kar mi ponuja sistem, bi o narcizmu vedel nič. Nič ne bi vedel, zato ker narcizem, v bistvu bi o narcizmu zvedel, da sem pa bil v teh opisih, kdo je narciz, sebe zagledal. V kontekstu, ker sem sebe dal na prvo mesto, ker sem na tem svetu jaz najbolj pomemben, pol ste pa vsi ostali in smo kot družba, ampak če ne poskrbim za sebe, pol ne morem, če ne morem jaz najprej ljubezni do sebe rešiti, jo ne morem do nikamor, a drži.
Vse, kar je, sam iščem pol lahko. In to narcisi počnejo. Ne? Kaj me zdaj muha začela? Skratka, mi smo se morali začeti izobraževati preko platform, ki so nam na voljo. A ne? In nam je na voljo velik iskalnik, pa ne sam Google, a ne bom rekel splet kot tak, je na spletu je svašta in pravzaprav vse, tudi tisto, kar so probali prikrivati in od nas umikati. Skratka, ne zamenjujte vašega iskanja po Googlu z mojo diplomo medicine. Zdaj pa mi lahko svobodno odgovorimo. Prosim, ne zamenjajte doktor svojega božjega kompleksa in finančnih vzpodbud velike farmacije z mojo sposobnostjo neodvisnega raziskovanja stranskih učinkov vaših zdravil z najmočnejšim informacijskim orodjem v zgodovini. Res je, dragi moji, mi imamo informacijsko orodje v žepih, na mizah, dostopamo lahko do ljudi, do soljudi, naj vam povem, večje število prijateljev, iskrenih prijateljev imam v zadnjem času preko spleta, več kot tistih pravih uživo. No, vse, ko se na pikniku dobimo, smo pa tudi uživo, a ne? Ampak najdli smo se pa preko spleta. In splet je nam čudovito orodje belih sil, ki ga imamo na uporabo, zato da se lahko izobražujemo in združujemo in govorimo o tistih stvareh, v katerih sistem nikoli ni želel, da spregovorimo. Prav zaradi tega se sistem trudi, da nas na Facebooku s fact-checkerji masakrira, na YouTubeu pa imajo neke smernice skupnosti, sicer se ti lahko nekaj pritožaš, ampak je vedno neugodeno, zaradi tega, ker pač teh stvari ne urejajo več ljudje, ampak čista umetna inteligenca in z njimi se nimaš kaj pregovarjati. Ti dobiš mail od njih, ampak ko odgovoriš, pa mail naslov ni najden. Torej sploh ne dopuščajo komunikacije. Svoj prav uguzijo in čao. Ne? Enostavno tako svet ne more funkcionirati. Veš, mi smo postavili ena pravila, vi jih morate upoštevati, če ne vas pa zrediramo. Moramo se zavedati, torej zbrisan je bil video Kozmični zakoni, ki sem ga včeraj objavil in vam ga bom tudi, ste ga tudi danes dobili na link, na pač drugi platformi, ko jih jebe, ne, če nočejo me na YouTubeu, pa ne bomo na YouTubeu več skakali, bomo pa kje druge, se znamo, se nismo neumni, ker imamo najmočnejše informacijsko orodje in poznamo se že in se bomo že najdli tam, kjer nam je mesto, nič bati, vse ok. Kako jaz to hitro grem nekam drugam. Ja, izgubili smo zaupanje, izgubljeno zaupanje. Mi je všeč naslov in ja, izgubili smo ga med drugimi, med novimi ljudmi, pa ga gradimo med tem, ko imamo vžgane vse senzorje ali smo mogoče v stiku s prevarantom. Prevarant je naše funkcije, naše delovanja, obnašanje in biti, oni so kopirali to. Ne morejo pa skopirati naše božje energije, ki se od nas širi. Okrog nas se širi in jo ne morejo zgenerirati, če nimajo tacga generatorja, tacga vibratorja, da bi vibrirali božjo energijo. Ne še. Ne? In v bistvu samo na besede smo padali, zdaj pa smo pogruntali, da znamo brati med vrsticami, da znamo skozi energijo, kako je kaj povedano, marsikaj razumeti in imamo vžgane vse naše senzorje, da zatipamo, ali imamo opravka s pravo osebo, s pravim človekom ali pač ne. In znamo, če dalje bolj smo, bom rekel, pri tem striktni, če dalje boljši smo v tem, vsak dan znova smo boljši, ker vemo, na kakšne trike so nas lovili in kakšno je njihovo obnašanje v naši bližini. Jaz sem vam mnogo stvari že dal, kruhka še pečem, pa je zadišal. Mnogo sem vam že dal iztočnic, na kaj morate biti pozorni, mnogo stvari ste pogruntali sami. Všeč mi je, ker nekje skupno skozi te moje trobezlancije ujamete svoje iztočnice za lastne kontemplacije in lastna opazovanja. In prav je tako, še bolj bi mogli biti raziskovalci, še najbolj pa sebe. Ne? Predvsem tega, kaj imamo radi, s čem se radi ukvarjamo, kaj radi počnemo. A ne?
In če sem rekel, da iščemo v sebi pravo biti, svojo pravo dušo, nismo se jo zavedali do zdaj. Mislim, da mnogo izmed nas se ni zavedalo, kaj pravzaprav duša je. In večkrat sem vas probal spomniti, nothing else matters, nič ni pomembno, nič drugo ni pomembno, Metallica, ne? Ništa drugo ni je potrebno, mislim, da je rekel Gibboni. In če ima človek dušo, ni potrebno čist nič drugega. Če pa duše nimaš, pa ni važno sploh, kaj imaš. In tako nekako znamo tudi mi gledati na ljudi, kaj imajo. A avto, a vilo, a obleko, a ne vem kaj. Če ni duše, je džabe biznis prijatelj, snimava midva kaj pogovarjati. Lahko kaj povrh malo slamo tolčeva, ampak poglobljene debate pa s takimi ljudmi ne grejo nikoli, nikakor in nikamor. In če kaj želimo pristne odnose, pristne, globoke pogovore kot bi rekel, duša z dušo, kot bi rekel, od srca do srca, ne na ne, ali pa srce na Ja. Mi imamo debato poglobljeno in mi smo poslednji Mohikanci. Ne? The good, the bad and the ugly. Ne? Ja, je Hans Zimmer tole sestavil. Ne, Hans Zimmer je bil do zdaj, Ennio Morricone je tudi naš bil. Nam je probal razložiti, da obstajajo na svetu good, bad and ugly, dobri, slabi in gnili, če tako reči. In ja, mi smo razparcelirali te stvari zaradi tega, ker smo bili prisiljeni in primorani, in to je tudi plan belih, ki nas je peljal skozi tisočletja v to, da smo postali in izbrali to informacijsko orodje in združevalno orodje in se zbrali znotraj največjega dogodka. Torej, korona je prežela čisto vsakega zemljana, ga ni zemljana, da ne bi vedel o koroni, razen če nima televizije, recimo. Kakšna plemena v sred Afrike ali pa tam v kakšni džungli mogoče res ne vejo nič o koroni. Mogoče, ampak težko verjamem. Skratka, civilizacija informirana, zasužnjena pravzaprav, pa zagotovo ve za korono, malo manj pa nas je tistih, ki vemo, da je to plan belih, da se v človeku, v ljudeh prebudi to, kaj imamo. Torej, da se definira, kaj duša je, da izgubimo zaupanje v laž in da prekinemo vsa verovanja, prerežemo vse kognitivne disonance, ki so na poti spoznanja oziroma komunikacije med dušo, ki je vsakemu od nas, in to enotno zavestjo, za katero pravimo, da smo vsi eno. Vsi smo eno, tisti, ki imamo to noter, s čemer lahko komuniciramo gor. Evo, takole sem si zamislil vam povedati. Ne? Ampak to nisem jaz sestavil. To je tako je stavek prišel. Od tam gor. Pa nisem nič meditiral, pa nobene tehnike ne uporabljam. Zdravo, kmečko pamet, logično razmišljanje, užgane pozornosti in vsi senzori, ogromno mirnosti zaradi tega, da me ne zmotijo razni dogodki, da držim svoj fokus, kam želim, kaj imam rad, da tisto, kaj nekdo bi drug rabil od mene, da me ne zmoti, ker vem, kaj jaz rabim od sebe. In če kaj rabim, je mir, za začetek. In ta mir mora v nas biti 24/7. Ampak posledično je v meni duša pokazala svojo veličino in se ničesar več ne boji. Jaz se ničesar ne bojim. Bi me zmasakrirali, me ne morajo, zato ker njihova podmuklost je pač podmukla. Če bi imeli jajca, bi me direkt frontalno, pa me ne. Oni bi me probajo polena pod noge, ampak ker sem pa jaz pozoren, pa vsako poleno vidim, pa ga preskočim. Ne? In džabe oni mečejo. Bolj bizarno pri celi stvari je, da jih vidim skozi njihove maske. Maske ne, da se topijo, postajajo steklene, oni jih imajo še gor, mislijo, da še dela, pa ne dela. Jaz vidim skozi. Cesarjeva nova oblačila, on je mislil, da ljudje ne vidijo. Njega, kako je gol. Ne? On je bil prepričan, da je vse nategnil. Ne? Pa je bil v bistvu nategnen.
Zatorej, včasih moraš zaigrati vlogo bedaka. Zato, da bedaka, ki misli, da te je nategnil, v bistvu prineseš naokrog. Sometimes you must play a fool to fool a fooler who thinks that he is fooling you. Ok? And fulfill yourself. Fulfill pomeni napolni se, izpopolni se, bodi ti in spoznaj svojo dušo. Ne rabaš verjeti okolici, ker okolica je ena velika, velika gromozanska laž in je tako zelo velika, mislim, da sem si shranil prav slikico. Iluzija, naredili bomo tako veliko iluzijo, to so oni sami sebi povedali. Naredili bomo tako veliko iluzijo, tako gromozansko, veličastno in veliko, da bo jim ušla iz njihove percepcije. Torej iz naše kognitivne disonance, torej našega dojemanja, je iluzija še večja. Več kot mi lahko dojamemo, ker imamo kognitivno disonanco. In ti, ki bodo to slučajno videli, jih bomo označili, da so nori. Ne? A sem vam rekel, da boste ponosni, če vam kdo reče, da ste nori? Jaz sem ponos, zame, če mi nekdo reče, ti si nor, mu rečem hvala lepa. Vem, seveda, ker smo spregledali, ker smo razbili prve kognitivne disonance in tako jih moramo razbijati še in še. Ne vemo vsega, ker ne moramo, ker je ta iluzija tako zelo gromozanska, da si naš sploh ni mogel dohvatiti. In pred časom, pred pol leta ali letom, sem imel en video, kjer so, jaz sem v videu povedal, sicer pa so mediji imeli gonjo, da ljudje ne zaupajo več znanosti in da je treba to zajeziti. Torej, je sistem bil zaskrbljen že pred časom, da v bistvu smo jim nehali slepo zaupati. Ne? In znanosti, in vremenarjem, in študijam, in medicini, in medijem, in vsem. Ne? Pač jim ne. In prav je tako. Izgubili so svoje zaupanje, ker so pokazali prevaro. Na vseh nivojih. Zakaj so jo pokazali? Zato, ker jim nekaj ne funkcionira. Kaj jim ne funkcionira? Ja, valjda, Q in beli klobuki in bele sile so jim zapičile puščico v grlo. Gotovo je, ta hobotnica pada. Kakorkoli, poberi se in preživi, kdor more, kdor zmore. Želim vam, da zmorete in da se ne predate zlepa in zlahka, ker nismo prišli samo zato, da nehamo tukaj. Najboljše je šele pred nami. Zavedajte se tega, vredni in pomembni ste, ljubljeni in vse odpuščeno in vse dobro vsem. Drž, evo, pa mi je muska ušla, sem se hotel lepo posloviti v fade-outu, pa ne bošlo pa zdaj. Skratka, bote fajn, se vidimo v kratkem in hmal, pač ne na YouTube, vse bomo pa tle. Ajde, čau.